V Zgornji Dragi se veselijo novih pridobitev. Zavrnili višje cene vrtca v Šentjerneju. Krški gasilci obdarili društvo Sonček. Dober večer. Novice začenjamo v občini Ivančna Gorica, kjer se prebivalci iz Zgornje Drage veselijo novih pridobitev. Včeraj so odprli pločnik, cestno razsvetljavo in cestno kanalizacijo. Vrednost naložbe je 90 tisoč evrov. Zato naj zagorijo luči, ki so bile v minulih tednih postavljene ob tem pločniku z namenom, da kažejo varno pot vsem, ki bodo ta pločnik uporabljali. Tako so prvič zagorele javne luči ob regionalni cesti, ki povezuje Višnjo Goro in Ivančno Gorico. Postavili so jih ob celotnem novem pločniku. Tako so ga odprli in kakih 50 domačinov se je z županom sprehodilo po njem. Gradnja pločnika sicer sega že v leto 2013, ko so s prenovo regionalne ceste naredili načrt tudi za pločnik. Domačini so težko čakali na to pridobitev. Predvsem zaradi varnosti naših otrok. Otrok ne toliko naših, mojih, ampak že naših vnukov, ki obiskujejo osnovno šolo in vsakodnevno hodijo na avtobusno postajo na začetku vasi. Naša sogovornica se tudi spominja, kako je bilo, ko ob tej prometni cesti še ni bilo pločnika. Otroke smo običajno spremljali do avtobusne postaje. Prav tako smo jih pospremljali v času gradnje na drugo stran ceste, iz naše strani na drugo stran, da so varno prečkali cesto. Ko je avtobus prišel, nismo mogli čez pločnik, pa ko ni bilo luči, ni se dobro videl. Pa zdaj, ko je pa pločnik, se pa je boljš, pa ko pride avtobus, se vse vidi. Kot pravijo na občini, na videz majhen projekt pa ni, saj je terjalo kar nekaj naporov in časa, da so pridobili vsa soglasja, dovoljenja in zemljišča. Vas Zgornja Draga ob zelo prometni regionalni cesti je bila že vrsto let nekako v načrtu, da se nekako pešca loči od regionalne ceste. No, letos je to končno prišlo do te faze, da smo lahko dejansko pločnik tudi zgradili. Ivančna Gorica ima kar 137 naselij in vsako ima seveda svoje potrebe. V Zgornji Dragi so veseli tudi novega vodovoda. Župan pa je razkril še en načrt. V načrtu konkretno za kraj Zgornja Draga oziroma za povezavo med Višnjo Goro in Ivančna Gorica pa je gotovo najbolj razveseljiva novica, da bodo v bližnji prihodnosti dobili avtobusno postajališče. Zgraditi pa nameravajo tudi tako imenovani kolesarski križ od Višnje Gore do Ivančne Gorice, Muljave, Krke, Zagradca, Stične, Šentvida vse do občine Trebnje. Tako bodo prispevali k boljšim dnevnim migracijam in razvoju turizma. Veselijo se tudi v novomeški občini, v kateri so letos zaključili celovito ali delno energetsko prenovo 27 stavb, ki so v lasti mestne občine Novo mesto. Med njimi prevladujejo vrtčevske enote in šole. Tako so dopoldne simbolično s prireditvijo, ki so jo oblikovali najmlajši, zaključili energetsko sanacijo enote Labot, sicer druge največje enote vrtca Ciciban. Zamenjali so okna in vrata tam, kjer še niso bila zamenjana. Potem se je naredil debel sloj fasade, izoliralo se je podstrešje, zamenjale so se sijalke po celem vrtcu. Prenovili so kotlovnico, pridobili so tudi toplotno črpalko. Obnova je potekala od julija do novembra. V poletnih mesecih smo imeli ta vrtec 4 tedne zaprt zaradi lažje gradnje, ker je bilo pravzaprav tole eno veliko gradbišče. Energetska obnova vseh 27 objektov je potekala v obliki javno-zasebnega partnerstva v sodelovanju s Petrolom. Naložba je vredna 4,4 milijona evrov. Občina je od tega prispevala 920 tisoč evrov, pridobili smo pa tudi 1,2 milijona kohezijskih evropskih sredstev. Vrtec Labot ima sicer 13 oddelkov, ki jih obiskuje več kot 220 otrok. Tu je tudi osrednja kuhinja za vse enote vrtca Ciciban. Vrtec Labot je poseben tudi po tem, da so v njem 3 tedensko izmenski oddelki in pa popoldanski oddelek, kar pomeni, da so določeni otroci tukaj v vrtcu do 8:30 zvečer.
Zecova se je po končani prenovi zahvalila za potrpežljivost v času del tako staršem kot bližnjim sosedom in zaposlenim. Še ostajamo pri vrtcih. V Šentjernejski Čebelici so, potem ko se cene programov predšolske vzgoje niso spremenile od januarja 2016, zaradi več razlogov na tamkajšnji občinski svet podali predlog o njihovem zvišanju. Za prvo starostno obdobje bi bile po novem višje za 33, za drugo pa za 10 evrov. Svetniki na zadnji redni seji, tako kot lani, predloga niso podprli. Razlogi za povišanje cen programov predšolske vzgoje so tehtni, je svetnikom pojasnila višja svetovalka za družbene dejavnosti. Sicer odprava plačnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja za kar 44 zaposlenih v vrtcu, potem je odprava interventnih ukrepov na področju plač, napredovanje plačne razrede in naziv. Višji so tudi regres za letni dopust, prehrano in prevoz, med razlogi za zvišanje pa je tudi nepotrjen lanski predlog cen. V občinski upravi so zato predlagali potrditev novih cen. Ker v primeru, da ga spet ne bomo, ne vem, kako bomo v proračunu zagotovili tako visoko višino sredstev. Svetniki se kljub temu s predlogom niso strinjali. 30 evrov je velika razlika, ne? Za občane. Po njenem mnenju bi bile cene programov prvega starostnega obdobja po zvišanju kljub enakim zakonskim normativom v primerjavi s sosednjimi občinami v Šentjerneju med najvišjimi. Mi se sploh ne moramo primerjati in nobena druga občina se ne more primerjati z drugimi občinami. Svetniki so ob konkretnih predlogih želeli imeti tudi jasne odgovore. Kaj bi se poznalo v našem proračunu, če mi ostanemo na istih cenah? To je bistveno za naš občinski svet. A je to 30 tisoč, ali se pogovarjamo za 30 tisoč, ali za 150 tisoč, noben ne ve. Predlagam, da se sklep, da te izpade pač poravnamo s proračunom občine. V končni fazi v proračunu imamo en kup zadev, katerih mislim, da ne bilo treba, je hudiče, jaz mislim, da nas ne bo vzelo, če malo za mlade družine poskrbimo. Svetnik Jože Simončič je izpostavil visoke stroške dela zaposlenih kuharjev v vrtcu, zato je treba vodstvo vrtca poklicati, pa jih vprašati, kaj so naredili, da kakšen strošek ne bil tako velik. Stroške, pa vse to je treba še enkrat predebatirati. Jaz mislim, da se bo najdlo s tistimi kuharji, čistilkami in tako naprej. Tudi če kakšna racionalizacija, verjetno. O cenah programov, ki so jih tokrat zavrnili, bodo svetniki vnovič razpravljali na eni izmed prihodnjih sej. Želijo bolj detaljni obračun ali pa kalkulacijo vseh stroškov v vrtcu, da se mogoče še kje najde kakšna optimizacija. Vse stroške in normative bodo na zahtevo svetnikov podrobno pojasnjevali predstavniki vrtca. Iz vrtca pa v študijske klopi. Na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto v Centru biotehnike in turizma so podelili že 10. paket diplom in sicer za 3 študijske programe: upravljanje podeželja in krajine, gostinstvo in turizem in naravovarstvo. Zaključek študija je eden najpomembnejših dogodkov v življenju mladih. Bilo je super, všeč mi je bilo, ker je bilo zelo veliko prakse, praktičnega izobraževanja, tako da smo res lahko dobili tisti pristen občutek, kako izgleda študij in kako mogoče če nas tudi to, kar študiramo, veseli. Zadovoljni, res jih je nekaj manj, kot je običajno, je pa toliko več prejemnikov certifikata zaupanja vreden in veliko čakajočih diplom, tako da bo naslednji december zagotovo spet številčnejši. Ob tej priložnosti so podelili tudi certifikate zaupanja vreden, ki so posebnost na Grmu Novo mesto. V bistvu še ena potrditev, da se bom še naprej trudila biti vzorna študentka in čim bolj, kako bi rekla, bila vzor tudi drugim, delala svoje navade, tako kot so me življenje naučili. Certifikat zaupanja vreden prejmejo določeni študentje in sicer za tiste dele naloge, ki so nadpovprečne. Gre za izvajanje aplikativnih raziskovalnih oziroma praktičnih del, v katerih študenti izkazujejo veliko mero odgovornosti, spretnosti, pa tudi znanja, povezovanja teoretičnega in praktičnega znanja. Naslednji izziv za Višjo strokovno šolo Grm je predvsem v izboljšanju področja, po katerem so najbolj znani. To je projektno delo. Poklicna gasilska enota Krško je v humanitarne namene izdala poseben koledar, z izkupičkom pa so razveselili društvo Sonček Posavje.
Podarili so jim potapljaško opremo in denar. Zelo lepa gesta ljudi, ki so že poklicno vedno z eno nogo v dobrodelnosti. Predsednica Sončka se je v imenu 115 otrok s cerebralno paralizo in drugimi razvojnimi težavami zelo razveselila darila. Kajti mi smo potapljanje poskusili že pred 4 leti in skozi je nekje v meni bila tiha želja, da bi to mi pridobili, da bi mi to izvajali na našem območju za naše otroke. Društvo finančno ni bilo zmožno kupiti opreme. Tudi gasilci se niso nadejali, da bodo s svojo akcijo tako uspeli in so sprva natisnili le 300 koledarjev. To smo mislili nekako, da bo neka naša limit, ampak teh 300 koledarjev šlo v prvih 3 dneh. Tako da smo pa takoj v bistvu še dodatnih 300 naročil, no do danes smo jih mislim, da slabih 750 uspeli prodati. Tako da smo kupili opreme, 2 kompleta potapljaške opreme v vrednosti 3700 evrov. Še 1000 evrov so jim poklonili v gotovini. Gasilci, ki so na koledarju zgoraj brez, so morali zbrati kar nekaj poguma. Pravijo, da je koledar zelo estetski, tako da je, bom rekel, ni vulgaren, je pa tako zanimiv, predvsem je verjetno zanimiv, ker smo majhno okolje in konec konca se vsi poznamo, in bi se v tej priliki res zahvalil fantom, da so se izpostavili, ker tudi ni čisto enostavno se tako v majhnem okolju izpostaviti, pa se neki, bom rekel, na pol sleč. Otroci bodo kmalu lahko preizkusili novo opremo v bazenih krških osnovnih šol ter poleti v Brestanici in v 2 kolonijah na morju. Danes sicer usposobljenega inštruktorja društvo še nima. Vendar v mesecu januarju in februarju, glede na to, da smo pridobili opremo, imamo dogovorjeno, da bo gospod Branko Ravnak usposobil 3 do 4 osebe, ki bodo lahko vsakodnevno oziroma tedensko, mesečno delale z našimi otroci, kajti to je primerno za popolnoma vse, za težje in lažje gibalno ovirane otroke, kajti je prilagojena oprema. Društvo ob otrocih s težavami v gibanju in razvoju vključuje še njihove družinske člane, tako da jih je skupaj 340. Finančno največ podpore nudi občina Krško, sledita Brežice in Sevnica, še dodaja. Ženski košarkarski klub Krka je bil ustanovljen pred 15 leti. Ta ključen mejnik v zgodovini novomeškega kluba so obeležili z mednarodnim božično-novoletnim turnirjem, na katerem se je pomerilo 8 ekip v kategorijah mlajše in starejše deklice. Na turnirju so se pomerili nekatere najboljše mlade ekipe Slovaške, Hrvaške, iz Črne Gore in Slovenije. Ta turnir ima 14-letno tradicijo, je pa zanimivo, da prav na današnji dan smo pred 15 leti ustanovili klub, torej podpisan je bil prvi statut kluba, zato smo se odločili, da ga bomo malo praznovali delovno in pripravili božično-novoletni turnir 8 res močnih ekip. V svojih prvih 15 letih je klub uspešno deloval. Ambicij jim ne manjka tudi za prihodnost. Verjetno je dosegel več, kot smo si takrat zamislili. To, da vedno imaš večje želje, večje apetite. V klubu strmimo k delu z mladimi. Prišli smo tudi do članske ekipe. Ta članska ekipa nastopa tudi v mednarodni ekstra ligi. Je še brez poraza. Težava je v tem, ker Novo mesto doslej ni bilo univerzitetno mesto in je veliko mladih igralk med študijem odšlo v Ljubljano, kar je pomenilo toliko težjo organizacijo treningov. Kljub temu so v klubu vzgojili že kar nekaj odličnih košarkaric. Zelo smo ponosni, imamo tudi že 2 igralke, ki so še lani nosile naš dres in so v članski državni reprezentanci, Maruša Seničar, Aleksandra Krošelj, osvojile so tudi medaljo, edino žensko medaljo na Evropskem prvenstvu do 20 let. Tudi med temi, ki so danes na parketu, je veliko takih, na katere so že vrgli oko v večjih slovenskih klubih in bi v prihodnosti lahko oblekle reprezentančni dres, je prepričan Jarman. Nikoli se pač ne ve, kje se skriva priložnost za boljši jutri. Preživite lep večer in nasvidenje spet jutri.